Na sončni jugozahodni legi Grajskega griča naj bi zasadili okoli 3000 vinskih trt. Razprostirale bi se pod manj znanim mojstrskim delom Jožeta Plečnika. Tukaj obstaja že določena dediščina, seveda kulturna dediščina Šanc in kot obrambnega obzidja Ljubljanskega gradu, ki jo je nadgrajeval celo mojster Plečnik. Vinsko trto bi po zimi sicer lahko ogrozil hud mraz, medtem ko ji megla ne bi prišla do živega. Strokovnjaki so celo prepričani, da gredo gojenju žlahtne kapljice na roke tudi podnebne spremembe. Če gledamo nekaj poprečne letne temperature in tudi število sončnih ur, v samem letu pa tako rekoč razmere v Ljubljani skoraj ne zaostajajo z razmerami na primer v Mariboru, ki pa poznamo, da je precej vinorodno območje. Od sort bi verjetno najbolje uspevali Chardonnay, Sauvignon in modra frankinja. Se dostikrat prijem gor učiti, pa bom lahko kakšen grozdje vzela, pa ga pojedla, pač fajno, dobro ideja. Tukaj verjetno ni primerno, zato kakšen obmorski kraj so boljši. Spada to v turistično ponudbo, ne? Gradu, ne? Privablja goste in tako naprej. Na Grajskem dvorišču že več kot 20 let uspeva potomka najstarejše trte na svetu. In to je le začetek uspešne vinogradniške zgodbe. Po nekih pisnih virih in tudi slikah oziroma pričajo, da na tem območju pred 100-200 leti je bila vinska trta. Snovalci vinskega projekta upajo, da bodo prvo trto zasadili čez slabi 2 leti, žlahtna kapljica pa se bo uporabljala zgolj v protokolarne namene.